Izrael zamrzne stike z uradom generalnega sekretarja ZN-a Antonija Guterreša, potem ko je OZN dodala izraelske subjekte na črni seznam, povezan s vojnim nasiljem v konfliktih, skupaj s Hamasom in drugimi terorističnimi skupinami. Izraelski veleposlanik pri ZDNO, Danny Danon, je dejal, da smo končali s tem generalnim sekretarjem ZDNO in označil odločitev, da se Izrael vključi na seznam za moralno sramoto. Z nami, da bi o tem govorili več, Hillel Neuer, izvršna direktorica pri United Nations Watch. Hillel, kaj pomeni za Izrael, da je vključen na ta seznam? Danny Denunzio to imenuje krvno obrekovanje, saj je Izrael postavljen ob bok Hamasu in drugim terorističnim skupinam. Toda kakšna je prava škoda, če si na tem seznamu? Škoda je velika. Združeni narodi so ponovno padli v moralni bankrot, ko so Izrael uvrstili na črni seznam skupaj s Hamasom. To so isti teroristi, ki so 7. oktobra in kasneje nad talci v Gazi sistematično posiljevali in spolno mučili izraelske ženske in druge. Poglejte, to ni zgolj napaka, to je nespodobno izkrivljanje žrtve in storilca. To je namerno izkrivljanje tega, kar je Hamas storil Izraelcem. To je še ena sodobna oblika krvnega libela, enaka tisti, ko je OZN pohitela in izmišljala laž, da je Izrael oktobra 2023 bombardiral bolnišnico Al-Ahli. Laž o lakoti v Gazi, laž, da bo 14.000 otrok umrlo v 48 urah. To je ista vrsta krvnega libela. In glejte, Izrael jim je zagotovil obsežno dokumentacijo, ki ovrže ta najnovejši krvni libel. Kljub temu se je Guterres, generalni sekretar, odločil nagraditi terorizem. Ta odločitev je Združene narode oropala še zadnje verodostojnosti, če so jo sploh kdaj imeli, in razkriva, v kolikšni meri so Združeni narodi postali ujetniki tistih, ki bolj sovražijo Izrael, kot pa jih skrbi, da se posilstvo uporablja kot orožje v vojni. Poglejte, svet mora to črno listo obravnavati s prezirom, ki si ga zasluži. Demokracije morajo nehati subvencionirati ta institucionalizirani antisemitizem. Zgodovina bo to zapisala kot še eno sramotno poglavje v dolgi vojni OZN proti judovski državi. Morda lahko poveste še kaj več o sporočilih in o tem, kdo jih širi iz Združenih narodov. Imate novo poročilo, ki navaja, da strokovnjaki OZN sprejemajo sredstva iz Kitajske, Rusije in Katarja ter uveljavljajo interese teh držav. Mi lahko poveste, kakšne so nekatere vaše ugotovitve? Poglejte, številni tako imenovani strokovnjaki za človekove pravice pri OZN, ki jih vsak dan citirajo Reuters, New York Times in drugi večji mediji, ugotovili smo, da jih več prejema denar, neposredno financiranje, iz Kitajske, Rusije in Katarja. Dal vam bom nekaj primerov. Ben Saul je profesor prava na univerzi v Sydneyju. Po dokumentih ZN je leta 2024 prejel $150,000 od Kitajske za svoje dejavnosti. In presenečenje, on je strokovnjak za boj proti terorizmu. Nikoli ni izrekel niti besede obsodbe Kitajske, ker je v imenu boja proti terorizmu zaprla 1 milijon ujgurskih muslimanov v taborišča. O tem ni imel ničesar zapovedati. Namesto tega vsak dan napada Izrael in Ameriko. Obstaja še ena strokovnjakinja ZN. Njeno ime je Alina Duhan. Prejela je $1,3 milijona od Kitajske, Rusije in Katarja. In uganite kaj? Pisala je poročila, v katerih je hvalila, ščitila in opravičevala Kitajsko, Rusijo in Katar. Pojavila se je v videu, ki so ga organizirali Kitajci, in rekla, da je z Ujguri vse v redu. Obiskala je Kitajsko, da bi rekla, da je z Ujguri vse v redu, krivila Zahod in vzela $1,3 milijona. Imamo številne primere tega. Ekstremna ideološka pristranskost. V nekaterih primerih finančna korupcija, v drugih primerih gre za ideološki ekstremizem brez odgovornosti. Vemo za skrajni primer Francesche Albanese, ki je dejanska tiskovna predstavnica Hamasa in širi Hamasove laži. Ni nobene odgovornosti. Podali smo pritožbe. Predsednik odbora ZNTNU je sam strokovnjak za človekove pravice, ki je sam prejel $50,000 od Kitajske. Če so te problemi tako globoko zakoreninjeni pri strokovnjakih, ki so tako vpeti v Združene narode, potem razkrivate težave, ki so znotraj te institucije. Ampak kaj se sploh lahko stori, če je to tako razširjeno? Pritožili smo se vodilnim zahodnim vladam. V nekaterih primerih so spregovorili. V primeru Francesce Albanese je šlo za izjemen primer, ko jo je Francija pozvala k odstopu. Nemčija jo je obsodila zaradi antisemitizma.
Kanadska vlada jo je obsodila zaradi izkrivljanja holokausta. In vendar imate vodilne institucije, kot je New York Times, kot so 3 belgijske univerze, ki so ji podelile doktorat, medije, ki ji dajo prostor, pa ne omenjajo dejstva, da so jo številne institucije spoznale za krivo antisemitizma. Torej, kar potrebujemo je, da vlade ukrepajo. Naše poročilo, ki je na voljo na naši spletni strani unwatch.org, poziva vodilne zahodne vlade, naj jih končno pokličejo na odgovornost. Ko so imenovani poročevalci, ki so protiameriški in antisemitski, pozivamo demokracije naj spregovorijo. Naj ne sodelujejo samo zato, da bi ohranile dobre odnose, naj jih ne legitimirajo in podpirajo. Potrebujemo, da Kanada, Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Avstralija, ne samo ZDA, spregovorijo in izpostavijo te poročevalce ZN, kadar so ideološko pristranski ali finančno skorumpirani. In potrebujemo, da jih pokličejo na odgovornost. In če to pomeni, da jim odvzamejo sredstva ali jih sankcionirajo, potem je to tisto, kar moramo videti. Pozdravljeni, Nojer. Zelo pomembno je, da osvetlimo težave, ki se trenutno dogajajo v Združenih narodih. Hvala, da ste se nam pridružili na i24 News English za pogovor. Hvala, da ste me povabili.